pa je znova to ponedeljek, pa je znova to oddajo, začnemo teden z Elisorom, pa je tukaj ena taka zanimiva, kar vsakdanja tema. Pomen številk na registraciji, se pravi na registrski tablici avtomobila. Velikokrat me sprašujete, kaj pomeni to, pa to sem tam videl, se pravi v tej oddaji se bomo posvetili dvem temam. Sporočilom, ki nam jih pravzaprav te številke, ko jih opazimo na registraciji, ki se pelje mimo nas, prinašajo, in pa katera števila so in katera števila niso primerna za izbiro, ko pa se odločamo za novo številko na registraciji, torej na registrski tablici. Mene prav zanima, koliko vas je v osnovni šoli nosilo sabo, vsaj pri nas je bilo tako, mehne listke, na katerih je bilo napisano, kaj pomeni 111, 222 in tako naprej. In potem, čim smo videli kakšno tako registracijo, je bilo takoj treba skupinsko pregledati, kaj to pomeni. Najbolj se fantov spomnim, fantje so bili zelo tako, jaz nič ne verjamem, kaj to punce delate, ampak vse mi preberi, kaj to pomeni. Sem prav ferčna, ali še vedno v osnovni šoli imajo to navado, imajo ta običaj, če imate otroke doma, ki obiskujejo osnovno šolo, dajte mi povedati, res me zanima, ker je bil tak v bistvu zanimiv, ko nazaj gledam, zanimiv običaj, pa pravzaprav že takrat smo se šli na numerologijo v resnici. In tudi sicer moram reči, da ena izmed najbolj pogostih vprašanj z vaše strani je, kaj pomeni, ko vidim to pa to na uri in kaj pomeni, ko vidim 3 zaporedna števila na registraciji. Ne bi želela biti predolga, malo bolj podrobni opis, kaj pomenijo 3 števila, se pravi 111, 222, 333, je že posneta oddaja o tem, je že daljši prispevek tudi na moji spletni strani, dala vam bom link, dajte si ga shraniti kot plonkič, da lahko kadarkoli se nekaj takega mimo vas pripelje, takoj preverite, kakšno sporočilo vam prinaša. In glede na to, da je to registrska številka, to pomeni, da vam prinaša nekak uvid v smeri, v katero se dajte premakniti. Vse ste me zdaj zastopali, a ne da. Jaz moram dati prvo predstavo, tukaj se mi bom vse mudi naenkrat povedati, kada bom kaj zamudila, da se potem zafeclam. Ok, glede na to, da je to sporočilo na avtomobilu, ki se premika, to pomeni, da vam nakazuje pot, v katero greste, oziroma neko opozorilo pred nečim, kar se bo šele zgodilo. Zelo fajn je, če se zavedate česa, kaj je bilo tisto, kar je bilo v vaših mislih, kaj je tisto, o čemer ste razmišljali, ko ste to videli, ko ste to zaznali. In tudi sicer verjamem, da 3 zaporedne enake številke vidimo tudi kot drugod, ne samo na registraciji, bi pa na tem mestu opozorila še na to. Registracija je pravzaprav celoten zapis, se pravi LJ, nekaj črka, ne? M, B, K, R in tako naprej. Se pravi, vedno tako kot pri naslovu je treba upoštevati celoten zapis in potem zadnji seštevek. Se pravi, ampak to je čisto preveč zakomplicirano za zdajle in vas ne bi s tem preveč matrala. Tisti, ki pa vas to zanima, poiščite pitagorejsko abecedo, tudi v temule prispevku spodaj bodo vrednosti črk, seštejte do ene same cifre. Se pravi, ko boste izbirali številko za svojo registracijo, bo to zelo pomembno, ko pa vas bo zanimalo malo bolj natančno neka številka, ki je šla mimo vas, recimo, da pač nek avto, ste na avtocesti, vas je že 5-krat izsilil, mogoče vrat zavet, mogoče ne bi bilo napak pogledati registracijo in celotno sporočilo. In zdaj že vem, da vas zelo zanima, kaj pa je zdaj to, da 111 no 999, se pravi 111 vedno simbolizira napredek. 3 enke simbolizirajo korak naprej. 3 enke simbolizirajo kot seštevek 3, pa tudi našega notranjega otroka. Kaj je tisto, česar bi si vi kot otrok želeli? Če bi bili danes otrok v tej situaciji, v tej točki v življenju, kaj je tisto, kar bi vas najbolj radostilo? Se pravi, zelo na kratko povedano, sledite tistemu, česar si želite. Pa nekako je za pričakovati, da vas bo življenje potisnilo nekam v neke nove sfere, v nek nov koncept. 222. 3 dvojke skupaj so 6, kar pomeni absolutno neka lekcija ljubezni do sebe, postavljanje meja, koga izbirate v svoji bližini in koga ne. Se pravi, ker so 3 dvojke, prva simbolizira naš notranji dvogovor, kako se mi obnašamo do sebe, kako dovoljujemo, da se drugi obnašajo do nas in kakšne ljudi, situacije, tudi lifestyle pravzaprav izbiramo zase. 333. Ja, seštevek je 9, to pomeni zaključek ali mogoče zdravljenje ali mogoče sprejemanje nečesa. In ker trojka, kot smo že omenili, simbolizira notranjega otroka, srečo, radost, je pravzaprav na mestu vprašanje, ali znate dobro sprejeti
Ali resnično znate dobro sprejeti in v temu uživati? Se pravi, 333 je ful dobra cifra, če jo vidite, ful lepa potrditev, da se bo nekaj lepega zgodilo, da ste na pravi poti, da nekaj, kar vas globoko osrečuje ali vam prinaša zdravljenje, se pravi, pušča neko bolečino za vami, prihaja. Glavno in poglavitno vprašanje seveda pa je, ali boste to v danem trenutku, ko bo potrebno, znali sprejeti brez občutkov krivde, brez tega, da boste takoj razmišljali, komu boste to naprej dali in tako naprej. 4. Štirica vemo, da je resna energija. Štirica je zelo prizemljena, povezana s praktičnimi, zrelimi, odgovornimi odločitvami, povezana pa tudi z zdravjem. Ker je seštevek 3 prinaša pozitivno sporočilo, nekako vas poziva, da greste nazaj v svoje korenine in opazujete, kaj je tisto, kar vam lajša življenje, kaj je tisto, kar vam bogati življenje. Absolutno pa je tudi opozorilo, da počasi, da ne se zaleteti v nekaj, kar prihaja, ne premišljeno izbirati. To ne pomeni, recimo, da zdaj spoznate, da ste samski pa nekoga spoznate, ali pa recimo, da iščete službo pa greste na razgovor, ali pa recimo, da ste samostojni podjetnik pa imate nek pogovor. To ne pomeni, da je to, kar vam prihaja naproti, slabo, pomeni samo, da ne biti zaletavi, se pozanimati, se zmeniti tako, kot je treba, se pravi nekako učvrstiti temelje tega, kar se odpira. 5 je bila na socialnih omrežjih nedavno tega, kar na tapeti. 5 simbolizira premik, simbolizira spremembo, simbolizira korak naprej in izbiro, ki naj bo ljubeča do nas, ker je seštevek 6. Zdaj, če govorimo absolutno in konkretno samo o prometu, jaz osebno poznam ljudi, ki sami govorijo in sami priznavajo, da ko so imeli to registracijo, da so veliko hitreje vozili, da so bili bolj nervozen voznik, da so se hitreje, bolj drzno odločili za prehitevanje, za bolj nevarno prehitevanje in tako naprej. Se pravi, 5, ko imamo to mi na registraciji, to ni dobrodošlo, o tem še v drugi polovici, sicer pa nam hoče povedati to število, da je potrebna korenita sprememba na področju ljubezni do sebe. Ljubezen do sebe je včasih tudi disciplina, se pravi ne zvečer junk fooda, ampak rajš sadje zelenjavo oziroma vsaj nek čaj. Se pravi, kaj je tisto, kar pa morda ne ravnate, bom rekla zdaj po načelih, ljubezni do sebe na vseh področjih. To vam prinaša 5, če jo vidite. 6 prinaša podobno sporočilo, šestica pravzaprav simbolizira ljubezen do sebe, postavljanje meja, pa tudi romantiko, pa tudi družino, pa dom, in ker je seštevek 9 prinaša pozitivno sporočilo. Se pravi, kje mogoče kakšni odnosi so za zaključiti oziroma za transformirati oziroma za ponesti na nek višji nivo. Število 6 vendarle simbolizira tudi poroko, tudi zaroko, tudi odločitev za dojenčka. Po drugi strani pa simbolizira tudi prekinitev obstoječih odnosov, če le ti niso ok. Se pravi, če vidite 6, ne se ustrašiti, ni hudičevo število, ne prinaša vam slabe energije, ne prinaša vam ničesar slabega, predvsem pa vam prinaša opozorilo, da se je potrebno globoko poglobiti dvojno v odnose in v lasten odnos do sebe, v lastno ljubezen do sebe. 7 je seštevek 3, število 7 je število učenja, duhovnosti, osebne rasti, pravnih zadev, tudi zdravnika. Se pravi, tisti, ki mogoče pa resnično 7 zelo pogosto videvate, morda ni odveč kakšen pregled, morda ni odveč pregled, bom rekla tudi, ne vem, zavarovalnih polic, takšnih in drugačnih pogodb, ki jih imamo vsi vendarle v končni fazi, se pravi, pravni del življenja in pa spodbuda, da se vrnemo v naše najbolj pristno bistvo. Se pravi, kaj je vaša resnica? Kako vi razmišljate? Kaj vi razmišljate? Zakaj tako razmišljate? Kakšna so vaša prepričanja in kaj vam ta prepričanja nosijo? Ali jih je mogoče malo za updatati, če so naše prepričanja, če zelo hlapno rečemo, naša programska oprema, tudi programsko opremo je treba redno updatati, posodabljati in negovati. Se pravi, vaš rabi malo več vaše pozornosti. 8 imamo tako radi, osmica vemo, da simbolizira obilje, simbolizira uspeh, simbolizira tudi tako zgoraj, tako spodaj, in ker je seštevek 6, vas predvsem sprašuje, ali znate sprejemati materialne dobrine in ali znate sprejemati svojo duhovno plat. Osmica vedno simbolizira oboje, ne samo obilje na finančnem področju, ampak tudi obilje na duhovnem področju. Se pravi, kadarkoli recimo ste v obdobju števila 8, ja,
Klasična razlaga je, da to je zelo pozitivno obdobje glede obilja, ampak obilje se lahko kaže na različne načine. Se pravi, pravzaprav 888 vas sprašuje, ali resnično vse oblike obilja znate zaznati. Mogoče vaša plača ni bleščeča, ampak mogoče ste pa ravno kar dobili v dar od nekoga nekaj, kar je zelo dragoceno, nekaj, kar je mogoče tudi materialno veliko vredno. Se pravi, marsikdaj 888 pomeni tudi znajdi se. Tako kot znamo fajn preveriti, kje je kaj, kdaj znižano in gremo v tisto trgovino, kjer se nam najbolj splača, če smo pač v taki situaciji, da moramo paziti na denar. Podobno velja v življenju. 888 vam pravzaprav prinaša opozorilo, da marsikaj ne vidite, pa vam je na razpolago. In še 9999, seveda je seštevek 9, simbolizira pa zdravljenje, simbolizira, bom rekla, nek višji nivo življenja, nek globji pogled. Se pravi, kadarkoli vidimo 999, to lahko pomeni, da se bodo neke stvari ali zaključile, ali transformirale, ali preobrazile, in po drugi strani pomeni tudi, da morda je nekje potrebno zdravljenje in predvsem spuščanje, ki pa morda vi se trmasto oklepate nečesa, pa tega ne prepoznate. Ok, to je bila hitra preglednica od 111 do 999, še enkrat opomnim, na moji spletni strani in na YouTube kanalu so tudi daljše razlage. Zdaj pa, če vi izbirate številko za registracijo, zanimal vas bo celoten seštevek, kot sem že v začetku omenila, se pravi, zraven je priložena tudi, bom rekla, abeceda, tudi tukaj se lahko zdaj ogledate, se pravi LJ in vse to, kar sledi LJ, seštejete do ene same cifre. Izogibamo se seštevku 1, izogibamo se seštevku 5, če se le da, se izognemo tudi seštevku 8. Zdaj, ne bi želela iti preveč v podrobnosti, temu bodo namenjeni seminarji, ker verjamem, da vas vse ne zanima numerologija prav v globino, ampak če imate osebno vozilo, se pravi, za vašo družino, za iti v trgovino, za iti v službo, absolutno to velja. Stran od enke, stran od petke, stran od osemke. Če imate športno vozilo, se pravi, da vozite Ferrari, se pravi, da imate vozilo, ki je namenjeno hitri vožnji, samo in zgolj v tem primeru, ali pa če greste na karting, kjer je pač okolje varno in temu primerno, samo v tem primeru sta enka in petka dobrodošli. In za, bom rekla, rešilce, ker oni pa rabijo priti hitro na mesto nesreče in rabijo priti urno nazaj. Se pravi, za to vrstna vozila sta 1 in 5. Ok. Če zdaj govorimo o nekem transportu, če govorimo o tovornjakih, tam si predvsem želimo varnosti, tam bomo iskali seštevek 4 in tudi v sami registraciji bomo hrepeneli in se nagibali k izboru števila 4. Zdaj pa, če govorimo o osebnem vozilu. Trojka je fajn. Dvojka je fajn. Dvojka pomeni, da bomo mi in drugi upoštevali tako cestnoprometne predpise, kot tudi eden drugega. Štirka je fajn. Ena štirka v registrski ali dve štirici v registrski so fenomenalna energija, ki sicer vam ne bo vedno prinesla zelene luči na semaforju, vam pa prinesla varnost v avtomobilu. Šestica in devetka sta dokaj, bom rekla, nevtralni, tudi sedmica, se pravi, zelo pomembno je, da si zapomnite sledeče. Ko greste izbirati registracijo, ne izbrati veliko enk, ne izbrati veliko petk, ne izbrati veliko osmic in vedno gledati celoten seštevek. Se pravi, sabo se boste vzeli tole abecedo, sešteli boste vse do ene številke na koncu in tudi tam je pomembno, da to ni 1, ni 5 in ni 8, ampak je denimo 4. 4 bi bilo resnično najbolj optimalen seštevek, ki si ga lahko izberete. In enako velja tudi za črke, a ne? Če imamo zdaj LJ, to je 3-1, je ok. Če imamo MB, je potem to 4-2, je tudi ok. V mariborskih registracijah imamo že takoj na začetku M, ki je povezan s številom 4 in imamo to štirico že integrirano. Tako da, dragi moji, tisti, ki želite resnično kvalitetno izbrati svojo registracijo, tukaj imate nekaj namigov, vedno sem vam tudi jaz na voljo. Tisti, ki vas je zanimalo predvsem, kaj za vraga to pomeni, če to vidim, pa ste tudi dobili svojo razlago. Jaz vam bom zaenkrat zaželela čudovit ponedeljkov večer in se vas že veselim naslednji teden.